Zdaj pa skočimo se za hip v Veliko Britanijo, ki v primeru neuspešnih dogovorov z Evropsko unijo sledi trdi Brexit. Izraz, ki zveni kot najslabši pornofilm vseh časov, z Borisom Johnsonom in kraljico v glavnih vlogah. Da se pripravi na najtršo izkušnjo v svojem življenju, se je britanski premier lotil nekaterih nelegalnih manevrov. Johnson je sicer v torek razpustil parlament, škotsko sodišče pa je že odločilo, da je to storil nezakonito. My advice to the Prime Minister is don't go up to Scotland. You're liable to face a citizen's arrest. Prav ste razumeli, Škotska, del države, ki Johnson vlada, mu grozi z aretacijo, ker je razpustil parlament in ker je mešal viski s Coca-Colo. Pač tega ne moreš delati, no, če si zdrav. Da se izogne roke pravice, se je premier Johnson skril v edino ustanovo, kjer ga zih ne bodo iskali. In ne govorim o umobolnici, ki tam bi najprej pogledali. Te dni je parlamentarno dvorano zamenjal za šolsko učilnico. How did he have a claim to the throne of England? Why did he think he should be king? Boris Johnson ne zgleda, da je na šoli na obisku, ampak da že petič ponavlja razred, ker ne pozna odgovora na vprašanje, kako bo Velika Britanija speljala Brexit. Poleg obiska šole pa je premier Johnson presenetil tudi z izjavo, kjer je Veliko Britanijo primerjal s Hulkom, rekoč, bolj kot je Hulk jezen, bolj je močan. Zdaj, če je Johnson res tak kot Hulk, potem rab enega enakovrednega nasprotnika. Recimo Super Junckerja, ki je bolj močan, bolj kot je pijan. Najgosteje poseljena francoska regija pokrajina, ki zajema Pariz in okolico, bo za doseganje večje ekološke mobilnosti svojim prebivalcem ob nakupu električnega kolesa dala subvencijo v višini kar 500 evrov. Poleg tega so sporočili, da bodo prebivalcem ob nakupu električnega skiroja podelili 200 evrov, ob nakupu elektronske cigarete pa šamar. Z Islandije prihaja neverjetna zgodba o preživetju v naravi, za katero obljubim, da si je nismo zmislili. Skupina turistov je do poznih nočnih ur po kanjonu iskala eno izmed potnic na njihovem avtobusu. Pogrešano žensko so naposled le našli, bila pa je vidno izmučena, ker je bila ves čas z njimi in se pomagala iskati. Očitno gospe noben ni povedal, da destinacija za iskanje samega sebe ni Islandija, ampak Indija. Mimogrede, gospa bi se na iskalni akciji pridružila, ker se ni prepoznala v opisu starejša ženska močnejše postave. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.